v deželi vlada huda brezposelnost. Mnogi so na zavodu za zaposlovanje, še več pa jih je kar tako na svobodi. Edino ministrov primanjkuje. Vlada Mira Cerarja še delati ni prav začela, pa je že v nepopolni sestavi. Kot vemo, je moral premier, čeprav seveda ne rad, višjim bruseljskim ciljem žrtvovati ministrico brez listnice Violeto Bulc. Tolažimo se s tem, da bo tam imela vsaj listnico. Na Violetino mesto je Cerar že predlagal neko Alenko. Priimka si nismo zapomnili, ker ne vemo, če se to za tako kratek čas sploh splača. Zanesljivo pa lahko zatrdimo, da ne gre za Alenko Bratušek, ki je v intervjuju za pivovarniško glasilo že sporočila, da se v Sloveniji ne pogovarja o novi službi. Res pa je, da Alenka Bratušek razmišlja o tem, da bi se odzvala na vabila na predavanje v tujini, ki jih je nekaj že dobila. Na vprašanje, o čem naj bi predavala, je Alenka Bratušek odgovorila, da bo po svetu predstavljala svoje izkušnje z vodenjem krizne vlade, saj verjame, da mnoge zanima, kako se rešuje državo pred bankrotom. Ko smo že pri bankrotu, še dobro, da nas je Alenka Bratušek rešila pred njim in Cerarjevi vladi menda zapustila celo 1,5 milijarde evrov rezerv. Divine. Ali je finančni minister v vladi njenega naslednika Mira Cerarja, Dušan Mramor, ta dragoceni zaklad našel in kam je ta zaklad potem izginil, bo najbrž zavedno ostala skrivnost. Ni pa skrivnost, da Mramorju denarja manjka tako zelo, da si je drznil izzvati celo doslej mirno speče sindikate. Ti so skočili na noge kakor levi in ker se utegne cirkuška predstava z njimi zavleči, je Mramor pohitel z drugimi ukrepi, pri čemer je pokazal izjemno domiselnost. Tasty. Med temi ukrepi je največ pozornosti deležna višja obdavčitev sladkih grehov, kot so čokoladice, piškoti, torte, baklave in sladke pijače. Sweet. Bali smo se celo, da bodo njegovi ukrepi zagrenili življenje tudi sami vladi. Vendar je sicer skopi Mramor ohranil trezno glavo in se ni odpovedal največji vladni sladki razvadi, izdajanju državnih obveznic. Delicious. Že letos jih bodo natisnili za 1,5 milijarde, se pravi dovolj za prvo silo oziroma za prste oblizat. Kasneje bomo pa že še videli, kaj bo. Sugar Crush. Očitno je, da ima premier Miro Cerar s finančnim ministrom res srečo. Žal pa tega ne bi mogli trditi o ministru za gospodarstvo. V začetku septembra je za ta položaj izbral Jožefa Petroviča, ki je bil po premierjevih besedah najboljši možni kandidat, a je zaradi obtožb o korupciji odstopil z položaja že po mesecu dni. Kaj pa da zgolj in samo zato, da bi lažje dokazal svojo nedolžnost? Naš premier je zaradi tega kar malo žalosten, saj v državi počasi zmanjkuje etično in moralno zglednih oseb, zaradi česar ima Miro Cerar z iskanjem gospodarskega ministra zdaj kar precejšnje težave. Kot edino upanje mu ostajajo novi obrazi, med katerimi bo, upajmo, prej ko slej že našel kako novo bučo. S kančkom sreče utegne biti celo razsvetljena.